Doxing. Pojma nimam, kaj je to. Živjo, gledaš slovar spolne vzgoje. Jaz sem Domen in skupaj bomo ugotavljali, kaj pomenijo različni izrazi. Po mojem mnenju se o spolnosti premalo pogovarjamo, ker je nekaj tako osnovnega, biološkega, vsakdanjega, ampak se dela ena taka velika stigma iz tega, nek tabu. In potem velikokrat pride do nepotrebnih komplikacij in problemov v življenju. En tak res zelo velik problem je lahko doxing. To, kar se je zgodilo, bi definitivno poimenovala kot zloraba. Ko je bila stara 15 let, je na spletu spoznala fanta, ki je rekel, da je star 17 in ji je bil všeč. Sem od njega dobila ogromno pozornosti, lepih besed in sva se potem 1-2 meseca vsak dan pogovarjala preko videoklicev in potem sem ugotovila, da to taka zveza ni zame, da on ni zame. Sem mu to povedala in je kar naenkrat, da bi stran v knjigi obrnil, me začel napadati, da sem kurba, prasica in jaz tako, kaj se dogaja, in je potem rekel, da bom trpela in jaz tako, kako bom trpela, ni imel nobenih mojih osebnih podatkov, razen ime pa priimek, pač kaj mi lahko, a ne? In potem sem poslal mi nekaj fotografij in jaz gledam in pol dojamem, da sem na njih jaz, razgaljena, in sem bila šokirana, kaj se dogaja, ampak potem sem se takoj spomnila, pač sva se preko videoklicev, ko sva se pogovarjala, me je pa kdaj pregovoril, da sem se kaj slekla in je naredil posnetke zaslona. Jaz nisem vedela, da se to da, zato pač me ni nič skrbelo takrat, ko sem se razgalila. Pa vse je bilo v nekem znaku pač zaupanja, ljubezni, a ne? Ja, pol sem pa videla te fotografije in nisem vedela, kaj naj naredim. Rekel je, da bo to razposlal vsem po Facebooku. Če ne naredi vsega, kar je zahteval od nje. V slovenski policiji izraz doxing ne uporabljamo zelo pogosto. Najlažje bi ga poslovenili z kraje osebnih podatkov ali razširjanje dejstev o posamezniku, s katerim lahko nekomu škodujemo, ga užalimo, mu povzročimo materialno škodo ali pa ga uporabimo potem tudi za kasnejše izseljevanje. Gre za v bistvu načrtno žaljenje nekoga in uničevanje njegovega ugleda. Doxing je več stvari. Skriva se v različnih kaznivih dejanjih, katerih žrtev je bila tudi Ariana. Lahko gre pa tudi za kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posesti in posredovanje pornografskega gradiva v primerih, ko nekdo naključno ali pa načrtno dostopi do intimne fotografije mladoletnika in ga potem razširi naprej. Ampak Ariana se ni pustila izsiljevati, zato je storilec objavil njene fotografije v komentarjih njenih prijateljev na Facebooku. Ni sicer veliko ljudi to videlo, ampak dovolj, da so se začele govorice. Sicer sem res dobro skrivala, tudi če je kdo pol to slišal, naknadno ne bi verjel, kar je bilo narobe. Meni je potem to ogromno samosovraštva, slabe samopodobe, nobenega samozaupanja, nisem imela več do sebe in ja, so bile posledice potem take mentalne, samopoškodovanje in je trajalo nekaj časa, da sem si pomogla. Ariana in njeni prijatelji so fotografije izbrisali, storilca je prijavila Facebooku, ki mu je tudi potem blokiral profil. Ampak, ko so stvari enkrat, pa tudi če samo za kratek čas, na netu, si jih lahko marsikdo, kdorkoli shrani.
se zgodilo, da je nekdo me ponovno začel, 1 leto kasneje, začel ponovno izsiljevati s tem slikam. Nikoli nisem dobila sicer dokaza, da jih ima, je pa očitno vedel zanje in je bila potencialna nevarnost, da jih spet se razve, objavi. Tako da sem šla takrat najprej do policije. Možnosti za odstranjevanje so ponavadi na tistih platformah, kjer so slike objavljene. Ker gre večinoma pri teh družbenih omrežjih za upravljalce, ki so v ZDA, se ponavadi, kadar gre sploh za mladoletne osebe, dokaj hitro odzovejo. Vsekakor pa je na mestu tudi prijava na policijo, ker policija pa potem lahko z uradnimi zahtevami od upraviteljev teh platform zahteva podatke o tem, kdo jih je naložil na platformo. In policija tudi ima kar nekaj teh primerov, kjer so uspešno našli tega storilca in po naših izkušnjah gre pogosto za nekoga, ki ga žrtev pozna. Največji problem pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj je prijava. Potem, ko pride do prijave, ima policija razna orodja, tudi potrebno znanje, da na podlagi digitalnih in analognih dokazov identificiramo ali žrtev ali storilca, zberemo vsa potrebna dokazila in potem ustrezno ukrepamo. Se je potem tisti kriminalist res zavzel zame, zelo zaščitniško, lepo. In potem so zaslišali vse, s katerimi sem bila v kontaktu glede te teme in se je potem nehal. Ampak ostale so psihične posledice in Ken klopčič volne se je nabiral nekih kompleksov do mojega 22. leta. Ko sem pa pol ugotovila, da je res fajn, da se pogovorim s kakšnim psihoterapevtom, psihologom in takrat potem sem si poiskala pomoč. Arijana zdaj poudarja, da ji je žal, da ni pomoči odraslih in policije poiskala že prej. Če se vam dogaja kaj podobnega, čim prej, prosim, pejte na policijo. Z mlajšimi od 16 let so ob pogovoru na policiji vedno prisotni tudi starši. Lahko pa tudi kakšna oseba, ki ji žrtev pač zaupa. Policisti vodijo pogovor, zato je kakršnakoli skrb, da bi žrtev kaj pozabila povedati, totalno odveč. Tudi če se kaj pozneje spomni, lahko to še vedno sporoči. Tukaj gre za resna kazniva dejanja. Seveda vseh zlorab ne moremo preprečiti. Pomembno je, da z otroki vzpostavijo starši in vsi tisti, ki imajo stike z njih, nek zaupen odnos, da bo potem, ko se bo nekaj zgodilo, da bodo otroki v prvi vrsti prepoznali, da je to nekaj, kar je nedopustno in da bodo o tem spregovorili s starši. Namreč naše izkušnje kažejo, da večina spolnih zlorab otrok, ki se zgodi na internetu, ni prijavljena in policija izve za njih šele po prijavi nekega internetnega ponudnika. Se zelo dobro mladi zavedajo nevarnosti, ki na njih recimo lahko pretijo zaradi ali pa skozi digitalne medije. Skratka, oni se tega zavedajo in si želijo, da starši, učitelji, odrasli to na nek način sprejmemo. Vsekakor tudi pričakujejo od držav, od institucij, da jim pomagajo pri tem, da zagotavljajo neko varno digitalno okolje. V šoli smo povedali, kaj vse se lahko zgodi, ampak tega pa ni noben povedano, da se gre lahko v take razsežnosti. Samo pač, da paziti na osebne podatke, pa kaj objavljaš. Jaz tega nisem objavila, to je nekdo drug objavil. Mediji danes niso samo sredstvo naše zabave, sredstvo dela, sredstvo učenja, ampak so pravzaprav naši življenjski prostori. Ker govorimo o mladih, so to prostori njihovega odraščanja, prostori, v katerih oblikujejo svojo identiteto, se primerjajo z drugimi, raziskujejo sebe, raziskujejo svet, spoznavajo prijatelje, vzdržujejo stike s prijatelji. Komunikacija prek spleta nas lahko zbliža, zabava, imamo se fajn. Skratka, lahko je cel žur. Lahko pa v spletnem svetu naletimo na slabega človeka, na predatorja, ki nam želi škoditi. In takrat je treba takoj poiskati pomoč. Kar se mogoče v tistem momentu zdi grozen, ni konec sveta, ni konec s tabo, vse se da rešiti in pogovoriti, vedno obstajajo rešitve, samo obrniti se je treba na nekoga.
in stvari minejo. Tako kot lepe, tako tudi grde. To je to. Ariana, najlepša hvala, da si z nami delila svojo izkušnjo. Zdaj mi vsi vemo več o doxingu. Kaj pa pomeni tole, pa tole, pa tole, pa tole, pa tole, pa v naslednjem videu slovarja spolne vzgoje. Imejmo se radi. Če vam je bil tale video všeč, nam to sporočite s komentarjem ali pa z lajkom. Pa če poznate koga, ki bi ga tudi zelo zanimal ta video, ga prosim pošerite z njim ali z njo ali z njimi. Par let nazaj smo tudi posneli en kratek film, ki tudi vključuje to temo doxinga, ki pa si ga lahko ogledate na tej povezavi ali pa na tej povezavi ali pa kle nekje na povezavi. Imejte se fajn.